Pozdravljeni, sem Emil Bohinc, predsednik društva JHD in zaposlen kot koordinator osebne asistence. Leta 2000 je bil skozi ljudsko iniciativo podan v zakonit postopek predlog o osebni zakona o osebni asistenciji. Predlog ni bil sprejet, vendar je takrat Ministrstvo za delo obljubilo, da bo pripravilo svoj predlog zakona. Vlade zamenjali in se je začel pripravljati zakon o dolgotrajni oskrbi, kamor naj bi uvrstili tudi zakon o osebni asistenci. Temu mi nasprotujemo, kajti zakon o dolgotrajni oskrbi temelji predvsem na medicinskem modelu. Čas pa ne usmeri, zato smo se odločili, da znotraj mreže MDI, mreže za deinstitucionalizacijo, pripravimo nov, popravljen predlog zakona, ki bo neodvisen od zakona o dolgotrajni oskrbi, saj je ta finančno drag, kompleksen, politično vprašljivo, kdaj prišel skozi zakonodajno proceduro. Naš predlog temelji na uporabniški perspektivi, kar pomeni, da pomen posamezniku in njegovem oblikovanju lastnega življenja. Kako lahko poteka osebna asistenca, so pokazali programi, ki so v praksi omogočili življenje ljudi, ki potrebujejo veliko pomoči. Ti programi potekajo že ves let, tako na primer društva JHD, neodvisno življenje, poteka že več kot 18 let. Pri oblikovanju in pripravi predloga zakona o osebni asistenci smo upoštevali praktične izkušnje in pozitivne prakse, ki so jih prinesli ti programi. Pomembno se nam zdi, da predlog zakona o osebni asistenci vključuje vse vrste hendikepiranih, kar pomeni fizično hendikepiranih, senzorno hendikepiranih in tudi intelektualno. Pomembno je, da omogoči življenje ljudi, ki so težko hendikepirani in bi brez teh pristali v inštituciji. Ključno je, da se osebna asistenca zakonsko uredi, kar pomeni, da se zagotovi finančna stabilnost in s tem varnost življenja hendikepiranih. Prav tako pa je ključno, da zakon ponudi to storitev ljudem, ki jo potrebuje in jo želijo, da jo živijo. Skrajni čas, da pride do implementacije 19. člena OZN o pravicah hendikepiranih. Nekateri počakati, ker ne vemo, koliko časa bomo še živeli, vendar bi ta čas želeli dostojno preživeti. Veliko naših je že odšlo, ko so čakali na zakon, na možnost osebne asistence.
veliko naših kolegov živi še v inštitucijah in so prisiljeni životariti in živeti bedno. Vendar je čas, da se jim da možnost,